Jaz ne vem v bistvu, kaj je interes danes sveta, kaj je interes za to, da imamo mi organizacijo Združenih narodov, da imamo ne vem, Evropsko unijo, Združene države, vse te neke mednarodne, kaj so, mogoče moja napaka, ker se nisem o tem pozanimal, ampak jaz ne vem, kaj je interes OZN, kaj, da se ne ponovi svetovna vojna. Očitno nastavek za 3. svetovno vojno je, torej je OZN failu, ker se do zdaj v 60 letih oziroma 70 letih ni mogel definirati interesov sveta. Okay, ampak... A veš, in to, da smo mi imeli prvo svetovno vojno, pa drugo svetovno vojno in imaš zdaj možnost 3. svetovne vojne, je fail vseh držav. To je fail tega leadershipa. Ne? Absolutno. To je, ok, ampak kaj tukaj tudi v backgroundu se dogaja? V backgroundu se dogaja vele sile, se pravi, najbolj resne od resnih držav, Tako? se jim spreminja relativna moč. Ja. In tukaj vidimo, da ameriška relativna moč na vseh področjih pada, kitajska moč raste. Tako. In tukaj noter, če sem jaz, recimo, da bomo dali primer, super primer, Formula 1, ti ima zelo rad Formula 1. Evo. A je kaj Šumi začel, a je bo on direktno prvi voznik? Takoj? Ne. Bil je en, ki je bil že tam. In pol je bo on drugi voznik poškodovan in pol je Šumi prišel noter. In Šumi, neki Jankit, ne, drugi voznik. Pol neki dober. On prvi voznik, ne, je ne počutim se dobro. Pač en boljši od mene prihaja, moj čas je nekako gre dol, čutim, ampak tega ne bom dal. To je težko dati. To se splošno dogaja z Ameriko. In kako se mi izognemo svetovnim konfliktom, svetovnim vojnam, je predaja moči drugi velesili, ki je miroljubna. To je čarovnija skoraj, ki jo mi moramo doseči. In na kakšen način bomo to dosegli? To je zares vprašanje te svetovne vojne. Ja, sam veš, kaj se tukaj gre. Ne? Tukaj moramo biti zelo previdni, kadar damo te usporednice. Ja, šport je tekmovanje in nekak analogija naših življenj in tekmovanj držav in tako naprej. Lej, v Formuli 1 so jasno napisana pravila. Ne? Pravila so, kakšen avto lahko voziš, kako... Se pravi, Formula 1, by the way, je nekontakten šport. Se pravi, kontakti so prepovedani. Fuzbal je kontakten šport, lahko se dotakneš nasprotnika. Formula 1 je nekontakten šport. To recimo dosti folka ne ve. Ne? In ko je dirke konc, pač se tam je neko veselje, nekdo se veseli, ljudje si čestitajo in pa gre domov. Noben se tam ne strela pol, tega ni v pravilih. Če je dirke konc, pa nisi zadovoljen, lahko ustreliš nasprotnika, to ni tako. Ne? Ta svetovna politika, oziroma vse te stvari, ki se dogajajo, pa v bistvu pravil ni. Neki smo se zmenili, neke konvencije, ampak, a veš, kaj bi to sploh pomenil predaja, jaz ne vem, kaj bi v svetovnem merilu pomenil miroljubna predaja novi velesili. Kaj zdaj to pomeni? Tako. Da moram jaz se Kitajsko začeti učiti? Ja, a veš? Razumem. Tako da... Ampak vemo, kaj ni miroljubna predaja. To, da imamo nek svetovni konflikt. To ni miroljubna predaja. Temu se moramo mi izogniti. Se strinjam. Kaj za to pomeni? Kaj pa je pa težko reči. Ne? Ampak jasno je, da mi nismo na področju, kjer bi lahko Amerika uveljavila take pravila s tako silo, kot je do zdaj. Pač konstantno Kitajska je vedno močnejša. In tukaj bo konstantno poligon za konflikt. Ja. In kako bomo s tem konfliktom mi delovali? Tukaj mi rabimo imeti nek jasen blueprint, ker če ne, bomo to je samo nekako lahko začetek. Ker tukaj si videl, Kitajska, kaj si ti razmišljal, ko se je ta vojna v Ukrajini začela
če si imel neko misel glede Kitajske, kaj si mislil, da bo Kitajska naredila? A si imel, a se spomniš svoje misli? Moje misli glede Kitajske so bile, zakaj nikjer v medijih ne zasledim, kaj je rekla Kitajska glede tega. Si skoraj mogel malo iskati. Mene je zanimalo tako, kakšen je zdaj njihovo mnenje. In jaz tega nisem najdel. Se pravi, čajna beseda, ki je bila v zadnjih 5 letih skoraj skozi trending posod, ni bilo besede te omenjene sploh. In zakaj se ti to zdi? Ja, mislim, da niso nič rekli. Nič niso pač rekli. Dolg časa. Pa niso obsodili tega, pa niso se postavili. In niti nobena, ni njih vprašal. Se pravi, če so oni neka zdaj upcoming power, se pravi neka nova velesila, so oni očitno pomembni, zakaj noben njih ne vpraša in zahteva odgovora. Tako da pa spet pridemo do človeka, posameznika, in tukaj pa lahko vsakega človeka vprašamo, v kakšnem svetu hoče živeti. A hoče živeti v svetu, kjer imaš neke možnosti ali pa kjer imaš neke pravice, svobodo govora recimo, in jih vprašaš, ali ti je to good ali ti to ni good. Sem že s tem, ko si jih vprašal, si mu dal to pravico? Ja, si mu dal recimo to pravico. In svet, v katerem danes živimo, se pravi, če vzamemo zdaj snapshota, vse imamo jasne te merilnike, kakšen procent sveta živi recimo v demokracijah, kakšen procent sveta živi v diktatorskih režimih, kakšna je stopnja svobode govora in tako naprej. In ja, kljub temu, da so Združene države nekako, recimo zadnjih 100 let nekako vsiljevale svojo kulturo pa neka ekonomska prepričanja. Jaz mislim, da bi po neki temeljni analizi zelo težko rekel, da je zaradi tega slabš. Celotno svet v slabšem. Za nas. Alternativna zgodovina, kar je tudi zanimivo vprašanje, pa je, nacisti zmagajo drugo svetovno vojno. Imamo neke serije na Amazonu. Pa igre se o tem. In recimo mi zdaj, cela Evropa je Tretji rajh. Mi se zdaj pogovarjamo nemško. Nas mogoče ni. No, nas ni, ampak neki ljudje, ki bi kle živela. Se pravi, imamo fulmaš ta... kakšen bi to bil svet? Sej mogoče bi bil boljši svet, ne vem. To noben ne more vedeti, zato je to alternativna zgodovina. Tudi noben ne more vedeti, kaj če, ne vem, bi Rim še vedno obstajal. Tako da up for debate. Ampak zdaj smo, kjer smo, zato bi jaz pričakoval, se pravi od voditeljev resnih držav, to mi je ful dober opis, da mislim, to bi mogel biti zdaj number one priority, da prvo razrešiš ta konflikt in očitno rabimo nek nov globalni sestank in se pač o enih stvarih zmeniti. Tako, kot smo se zmenili po drugi svetovni vojni. In te, kako bi rekel, ogrodja za globalne sestanke, ne vem, Organizacije Združenih narodov, ne vem, NATO, Evropska unija, neke te G8 ali G7, ali kaj imaš. Te institucije se ne modernizirajo, se tudi ne morejo, tega ne moš od njih pričakovati v sosledju z realno močjo. In ko je realna moč akterjev ni reflektirana v teh mednarodnih ogrodjih, bojo šli ven ali pa nekaj svojega dela. In
ta zadeva, kdo lahko resno, kdo lahko ta konflikt res vpliva na njega, pa ima neko moč. Či za res, kjer je bolj resna država od Amerike, pa Rusija, ali pa vsaj približno enako resna, samo Kitajska. To plus, jaz bi tukaj zdaj dal novega playerja v to, korporacije. Korporacije so prvič zdaj tako močne, da je vodja CEO je pomemben igralec na tem področju. In korporacije, dobro si kdo v igro, se strinjam, korporacije, korporativni biznis. Ker sam še to bi zadrž misel. A veš, zdaj se je v bistvu prvič zgodil to, da so korporacije šle proti kapitalističnemu cilju. One so trg zaprle. Ja. Kar je v nasprotju z ekonomsko logiko. One so šle, zakaj so to naredile drugo, ampak one so to naredile, ker so ocenile, da je to najbolj za njih. Tako. Ja, exactly. Ampak vsem, če ti zapreš trg, tako. si zmanjšal. Ampak s tem zaprtjem trga so manj zaprle trg, kot če bi ga pustili odprte. Ker bi se drug trg zaprl. Razumeš? Prešer je, ja. Ja. Okay, samo, kaj je zdaj? Zato so pomemben igralec. In še zakaj so pomemben igralec? Ker mednarodni biznis, to je pač definicija korporacije, ni samo v eni državi, ne? Ja. Mednarodni biznis ima neka pravila. In ta pravila, recimo v energetskem smislu, nafto kupujemo z dolarji in tako naprej. In ta pravila so pravila, ki so močnejši vzvod Amerike in njenih podpornic za spremembo, kukor pa, ne vem, Kitajska ali pa Rusija. Ko mi rečemo korporacija nov igralec, to je soigralec Amerike, ne? Ki je močen. Ampak še vse skupaj, če ti gledaš, recimo, da mi rečemo, Amerika, Rusija, karkoli so zdaj, ne vem, Zahod, mislim, NATO, Amerika, Rusija nekak direkten konflikt, ne? In kdo pa unka vpliva? Vpliva lahko korporacija, jaz bi to rekel, to je še vedno del Amerike. In vpliva Rusija. Kitajska, tako. In korporacije so svoje pokazale. So dale sankcije, so nekako, nek move so naredile, jasno, ne? Medtem ko, kaj še čakamo, je kakšen vpliv na ta konflikt bo imela Kitajska, če zares. Za enkrat je bila povlečena dost, ne? Jaz bi rekel, da predvsem jaz recimo od poslovnega sveta pričakujem, da bi se tudi poslovni svet zmenil. Se pravi, če greš ti igrati po pravilih trga, ker dajmo reči tako, ti lahko igraš po pravilih, po vojaških pravilih, se pravi, da boš z silo vojaško, ne vem, osvojil ozemlje, ne? Lahko pa rečeš, bom osvojil tržno neko ozemlje. Se pravi, ne vem, McDonald's, lahko reče, grem na Kitajsko. In bom prodajal svoje izdelke in bom tako, ne vem, tam prisoten. En pa lahko reče, dajmo stanki iti na Kitajsko. Neka nova, po moje, usmeritev človeštva bi mogla biti, da če si ti korporacija, tam, kjer je vojna, ne sodeluješ. In tudi, če si proizvajalec orožja. Ker samo tako v bistvu ti lahko ustvariš mir.